Pozdravljeni spet v taborniški oddaji. Bliža se poletje in s tem že tako težko pričakovana taborjenja. Kje bomo taborili letos? Destinacij je že kar nekaj, a to še ni vse. Tokrat vam predstavljamo, kako izgleda taborniško obarvano poletje. Še prej pa gremo pogledat, kaj se je dogajalo v preteklem mesecu. Od 12. do 13. maja je v Šentilju pri Velenju potekalo taborniško tekmovanje Eštepem, še ta počasnemu mine. Udeleženci so tekmovali v 4 kategorijah: mini, babyface, seniori in doubles. Na poti so se srečali z mnogimi izzivi, pa si poglejmo, kako jim je šlo.
Od 16. do 18. 6. bo potekal državni mnogoboj, na katerega so se uvrstile le najboljše ekipe iz področnega mnogoboja. Od 22. do 25. 6. bo potekal Ars Slovenska avantura. Organizirana je v okviru rodu Jezerski zmaj, tekmovalci pa so lahko tako taborniki kot tudi netaborniki. Poglejmo si še nekaj utrinkov iz preteklih let. Super je. Se zelo veseliva, se mi zdi, da bo zelo lepo. Zdaj sva se odločila, da bo probala čim več točk nabrati po dnev, pa bova raje ponočke izpustila, če bo treba, zato ker je malo lažje, če kaj vidiš. Drugače pa tako, približno tako, kot sva si predstavljala, zdaj ta prvi del bo zelo hribovit, ne? Ampak v redu, se veseliva. Tako bom rekel, veliko je bilo časa, nismo imeli kart, tako da smo potem samo po tistih, ko smo dobili te prvo verzijo proge, smo rekli, za prvih 30 km bojo tudi tele karbonske dobre. Pol jih bomo dali pa za v muzej. Letos je cilj, tako da nismo neki pripravljeni preveč. Gremo uživati, ker sta Meta pa Žine sta nam pripravila pravo orientacijsko poslastico, tako da če pridemo dol v Vrhunko, jaz mislim, da bo kar že to velik uspeh. Ja, pred 2 letoma sem bil traser proge. Je bilo zelo zanimivo, ampak sem danes raje na strani tekmovalcev, ker mislim, da bomo več užitkov narave doživeli skozi traso v tekmovalnem duhu. Cilj je doživetje proge, turizem. Ja. srečala sva Modrasa. On si je malo kolena potolkal pa roko. Naporen. On ima malo več kondicije, kot jaz. Pa me je skozi preganjal, veš. Daj. To je šlo.
kar divje. Ampak sva v bistvu pri 11 sva se zelo zapletala, pa sva pa terala do konca, ker zdaj imava glih še 20 minut do konca, tako da sva glih ujela. Ja, tako je fino, abzajlat pa plezat sem mogel kar 2krat priti. No, resničen razlog je to, da sem pozabil, ker sem bil tak zatopljen v čudovito sceno, ki se zdaj naredila. Da dosti trenirajo, da so tudi tako pripravljeni, seveda tudi mentalno, če ne, verjetno ne bi šlo pač skozi. Moram pa pohvaliti ženske, ki so sporedno z moškimi pač tako uspešne, tako da navijamo za njih. Noč je bila krasna, predvsem zato, ker smo našli v izhodu iz Zagorja en čudovit scenik, na katerem smo imeli celotne 2 ekipi fantastičnih pol ure spanja. Drugače pa v redu. Ko smo me po pol ure zbudili, sploh nisem vedel, kje sem, kaj sem, zakaj, sam sem se usedel na kolo pogonom. Približno po 10 minutah, ko sem pa skapiral, da sem na adventure race, me je pa začelo boleti, kar me je že prej bolelo. Danes je to zelo dobro poskrbljen. Sicer tudi že pretekle dni je bilo zelo dobro na vseh postajah, ste bili zelo radodarni, tako da zdaj, ko pa pride jutranja kavica, po 2 dneh bolj slabo prespanih noči, pa res ide. V nedeljo so 3 sigurno kava pa piškoti, tako da to jih čaka na naši točki.
To leto pa bo v Velenju po dolgem času spet potekal izlet. To je prav posebno taborjenje, katerega se lahko udeležijo prav vsi slovenski taborniki. Potekal bo od 1. do 10.8. Več informacij pa lahko najdete na www.zlet.taborniki.si. Smešno, kako se kolo vrti. Prvo si zgoraj in potem spodaj. Vse je kot krog. Če odideš, se spet vrneš. Kar vzame, tudi podari. Vsakič, ko se obrne, opravi krog življenja. Prvo si izgubljen in potem se najdeš. Iščeš, ker poznaš in najdeš nekaj novega. Smešno, kako se širi in vrti in pripelje nekoga, ki je prijatelj. Nismo bili zadovoljni samo z dejstvom, da smo na džamboreju z ostalimi udeleženci od drugod. Je davnega leta 1929 zapisal Robert Baden-Powell, oče skavtskega gibanja. Izkoristiti moramo vsako minuto dragocenega časa, ko smo skupaj, da se družimo. Iz poznanstev se rojevajo prijateljstva. Ta pa nam razširi obzorja in hkrati nalagajo odgovornost, da v svoje okolje prenesemo idejo o miru in duhovnih vrednotah. Popotnice in popotniki so si to zagotovo želeli. Srečani na Rogli leta 1992, evropski in svetovni džambori na Nizozemskem so kot kompas kazali v to smer. V novi državi, pod zastavo Svetovne skavtske organizacije, je bil to izziv za vse. Preizkus skavtskih načel v praksi, želja po zabavi, doživetih, izzivih in preizkusu samega sebe nas je družila na zletu popotnic in popotnikov v Velenju. To je bil prvi slovenski zlet po zgledu džamboreja, ki je slonil na številnih centralno organiziranih programskih aktivnostih, na samostojnem organiziranju življenja po vodih in bil namenjen le eni starostni skupini. Skoraj vsak drugi popotnik je bil tam, pripravljen sodelovati v čim več dejavnostih, pripravljen spoznati nekaj novega, zvrhano mero dobre volje in odprt za nova poznanstva. Prišli so tudi prijatelji iz tujine, Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Makedonije, Luksemburga in celo Švedske in poudarili razsežnost svetovne skavtske bratovščine, hkrati pa prinesli s seboj idejo o medkulturnem spoznavanju, razumevanju in strpnosti. Mednarodno druženje na slovenskih tleh je utrdilo vezi in omogočilo izmenjavo izkušenj med podobno mislečimi skavti, ne glede na nacionalno pripadnost, versko prepričanje in politično naravnanost. Člani osebja so ob Velenjsko jezero prispeli že 2 dni prej. Nekaj manj kot 100 prostovoljcev je pokazalo zvrhano mero odgovornosti za sprejete obveznosti, pa tudi motivacije za delo ni manjkalo. Tako je zletna infrastruktura kljub velikemu obsegu dela hitro zrasla. Programske priprave so bile opravljene in zletni prostor je pripravljen pričakal zoro prvega dne. 1. avgust. Razposajene skupine udeležencev so prihajale od vse povsod. Z vlakom in avtobusi, okoliški taborniki pa celo s kolesi. Skupaj se jih je nabralo več kot 700. Razporejeni po vodih so hitro našli svoj kotiček pod soncem, oblikovali tabore in gradili naselja. Zanimivi so bili mešani tabori, kjer so bili udeleženci iz različnih držav. Ti so se povezali še veliko prej kot ostali. Vodi so za postavitev kuhinj dobili ponjave, sušice in vrv. Nekateri tabori pa so postavili tudi najrazličnejše vhode. Zlet je postal veliko mravljišče in utrip vodovega sistema življenja se je prebudil ne glede na barvo rutice. Udeleženci so sestavili 6 naselij, od katerih je bilo 5 naselij udeležencev in 1 naselje osebja. Imena naselij Biser, Janter, Rubin, Smaragd, Safir in Diamant so bila povezana z rudarsko tradicijo kopanja premoga v Velenju. Tema zleta je bila energija. Že na otvoritvi je bilo jasno, da je le-te v čisti obliki pri udeležencih dovolj. V povezavi je bil tudi zletni znak sestavljen iz 2 sončkov, ki sta ponazarjala prijateljstvo in druženje.
Sonce je vitalni del narave in je kot tak simboliziral življenje. Dejstva, da gre taborniška organizacija v korak s časom, odgovarja na potrebe današnje mladine in igra aktivno vlogo v slovenski družbi, niso mogli prezreti niti govorniki na uradni otvoritvi zleta. Milko Okoren, starešina zleta, ni skrival zadovoljstva nad številčnostjo udeležencev. Dogodek pa je na poseben način obeležil tudi 90-letnico prvega skavtskega tabora na otoku Brownsa v Angliji. Srečko Meh, župan občine Velenje, je pohvalil prizadevanje organizacije za varstvo okolja. Predsednik države Milan Kučan pa je povzel besede indijanskega poglavarja Kajusa. Da je veliki duh dal zemljo ljudem zato, da jo varujejo in da drug drugemu ne bi prizadejali zla. Zlet se je tudi uradno začel. V luči sonca z roko v roki, ob jezeru kot van potoki teče naša pot. Od mladosti smeh in igra, kraj prostosti je naš svet. Vetrnice, veter nosi kot na nebu, zvezde okrog nas. Ne poznamo tekme s časom, misel rase kot cvet v travi, ki želi v nebo. Naj bo tale pesem himna vseh ljudi, saj z naravo v slogi lepše se živi. Naj bo tale pesem sok prihodnosti in spomin na tiste sončne dni. Slovenska razvojna vas je bila jedro dogajanja, kjer je organizacija upletena v širše družbeno dogajanje. Udeleženci so spoznavali načine racionalne rabe obstoječih energetskih virov ter iskali nove rešitve ter ideje na področju alternativnih, okolju prijaznejših virov energije, ki jih bomo morda izkoriščali v prihodnosti. Ogledali so si velenjski rudnik lignita, termoelektrarno Šoštanj ter spoznali izredno uspešno ločeno zbiranje odpadkov v Šaleški dolini. Zlet tabornikov Slovenije je postal velik projekt. Naš tabor del narave. V delavnicah so se udeleženci udejstvovali tudi na področjih, kjer so jim bili ponujeni zanimivi programi sodelovanja z drugimi, kreativnosti, osveščanja in skrbi za zdravje. Odkrivali so nove možnosti sodelovanja z družbo, predvsem na področju lokalne skupnosti in ustvarjali program, ki bi bil na tem področju atraktiven za naše člane. Skozi zgodovino skavtske organizacije so spoznavali in poskušali doživeti čas razvoja skavtstva v svetu in v Sloveniji. Izdelovali so lectova srca, ki so jih nato podarili svojim prijateljem. Skozi aktivno sodelovanje na delavnicah o nevarnostih okužbe zajcem, nekaterih vrstah zasvojenosti in okužbi s klopnim meningitisom in borelijo, so pokazali svoj odnos do problemov, s katerimi se v današnjem času srečujejo tudi mladi. Zanimal jih je način prehrane z rastlinami, ki jih na našem naravnem okolju lahko uporabljamo za prehrano in zdravje. Se seznanili z nabiranjem, pripravo, sušenjem in uporabo le-teh. Projekt Potni list za Evropo, ki je eden izmed dejavnosti projekta Evropa zate, je na zletu potekal pod geslom ponuditi mlademu človeku možnost pridobivanja znanja, spretnosti in razvijanja značaja, da bo kot človek in državljan sposoben svoje življenje samostojno oblikovati in usmerjati svojo pot. Projekt je bil razdeljen na področje osebne rasti in družbenih vrednot, napredka v kvaliteti življenja, razumevanja demokracije in družbenih procesov in vzbujanja kulturne zavesti. Mladi pa so s svojim aktivnim udejstvovanjem pripomogli k boljši kvaliteti življenja. Vsak udeleženec zleta in obiskovalci so imeli možnost preživeti dan v vasi in tako sami prispevati k napredku. Zaščitni znak vseh prizadevanj je bila zletna vetrnica, ki je na slikovit način ponazorila mladostno energijo in zagnanost za napredek na tem področju.
V najrazličnejših delavnicah ročnih spretnosti in drugih veščin domišljija udeležencev ni poznala meja. S priročnimi inštrumenti so poskušali ustvariti najrazličnejše zvoke in glasbo. Izražali so se s pomočjo risb, akvarelov in grafik, iz najrazličnejših materialov izdelovali lutke, v lončarski delavnici pa so iz kepe gline nastale prave mojstrovine. Za izdelavo makete je bilo treba nekaj potrpežljivosti. Najbolj ustvarjalni pa so bili udeleženci pri izdelovanju izdelkov iz odpadne embalaže. Skulpture so bile prava umetnost, hkrati pa so opozarjale na neracionalno porabo surovin za pakiranje hrane in drugih izdelkov. Vedno obiskane so bile tudi kuharska, fotografska, radioamaterska in novinarska delavnica. Če človek nekaj poizkusi prvič, je nad svojim izdelkom še posebej zadovoljen. Ne glede na to, ali je bila to domača kuharska specialiteta, prva fotografija, pogovor s skavtom preko radijskih valov ali prvi objavljen članek v zletnem časopisu. Udeležence je zanimala tudi novejša zgodovina in umetnost ter podoba bližnjih mest Velenja in Šoštanja. Kratek sprehod, ogled kakšnega muzeja ali galerije in sladoled za ohladitev so popestrili dan marsikomu. Za pravo ohladitev in odstiranje tančic preteklosti pa so poskrbeli debeli grajski zidovi Velenjskega gradu. Zleta si brez kopice športnih aktivnosti ne da predstavljati. Že sam zletni prostor je ponudil možnost igre odbojke, košarke in nogometa, na reki Savinji so se udeleženci poizkusili v splavarstvu, na jezeru pa so poleg vožnje s kanuji in kajenki udeleženci lahko preizkusili svoje spretnosti v jadranju na deski. Marsikateri poizkus se je končal s padcem v vodo, vendar je veljalo poizkusiti. V vročini zletnih dni pa je večini prijelo predvsem kopanje in zabava na plaži. Rdeča dvorana v centru mesta je zletnikom ponudila tudi prosto plezanje na umetni steni. Vsak je našel v sebi primerno smer in ob nasvetih izkušenih plezalcev premagal steno in strah pred višino. Nedaleč od dvorane, v plavalnem bazenu, pa se je višina spremenila v globino. Potapljanje. Vsak dan so se udeleženci te programske aktivnosti v popolni opremi spustili pod vodno gladino. Večina je bila presenečena nad pljuvanjem v lastno masko, seveda pa je bil to le del navodil inštruktorja za 10-minutni potop v podvodni svet. Morda je kdo odkril svoj skriti talent. Potepi po okolici so bili za taboreče že poznana in preverjena taborniška oblika dela. Zgodovinski potep, enodnevni in dvodnevni potep s prončevanjem, krajši nočni potep z iskanjem gusarskega zaklada in drugi so tkali niti prijateljstva med udeleženci, po povratku v tabor pa je bil čas za opisovanje dogodivščin ostalim članom voda. Kako se lahko v naravi sprostimo, si naberemo nove energije in na ta način izpolnimo svojo potrebo po čustvenih doživetjih, so udeleženci spoznali na prostorčku, ki se je imenoval Nasmeh sonca. Tam so potekale različne igre, s katerimi so spoznavali duhovne vrednote, začutili umirjenost, sproščenost in dosegli notranjo popolnost. To pa ni bil edini namen, saj so udeleženci spoznali tudi pomembnost in možnosti razvoja duhovne komponente svoje osebnosti skozi taborniško organizacijo. Proga preživetja je bil pravi izziv za vse. Najprej s kanujem preko jezera, izkrcanje in že začetek preizkusa moči. Strma pot navkreber proti gozdičku. Pot je bila posejana z najrazličnejšimi naravnimi in umetnimi preprekami. Plezanja, plazenja in vričanja ni manjkalo, tako da bi za ta fizični preizkus težko našli kaj bolj primernega. Udeleženci so skupaj premagovali vse prepreke in opravili naloge proge, s tem pa v skupini gradili medsebojno zaupanje in prijateljstvo. To pa je odlika ene izmed najbolj popularne dejavnosti na vseh džamborejih. Skupaj je vedno lažje. To je dokazala tudi ta proga preživetja. Poleg fizičnih preprek, mostov in blatnih kopeli je proga ponudila tudi namakanje. Del proge je bil speljan kar po potoku, ki se na koncu zliva v jezero. Preživetniki so se vozili po toboganu, plezali po mrežah
premagovali blato in se na koncu popeljali po čisto pravem škripcu, naravnost v vodo. Čop. Bolj noro kot na svetovnem džamboreju so komentirali nekateri. Vsem pa je dogodivščina ostala zapisana v trajen spomin. Če si v 10 dneh obiskal progo preživetja, se udeležil splavarjanja, opravil 4 različne dejavnosti v slovenski razvojni vasi in 2 različni športni dejavnosti, ustvarjal v 2 kulturnih delavnicah, se odpravil na en ogled znamenitosti in en potep, potem si dobil energijski obroček, nagrado za posebno angažiranost na zletu. Teh, ki so to nagrado osvojili, je bila skoraj polovica udeležencev zleta. Tržnica je bila mesto za srečanje s prijatelji iz drugih naselij in taborov, mesto zabave in sprostitve. Najrazličnejše zabavne igre in šaljiva tekmovanja, ročne spretnosti, barvanje obraza in izdelovanje frizur. Manjkala ni tudi trgovina s pijačo, sladoledom, trgovina s spominki in razglednicami, tabla za grafite in še mnogo drugih zanimivih stvari. Seveda pa so si udeleženci poiskali tudi svoj prostor za druženje in zabavo med šotori, pri opoldanskem počitku in pripravi večernih obrokov. Zvečer so potekala družabna srečanja po naseljih, predstavitve udeležencev po posameznih državah, karaoke, taborni ognji in petje taborniških in drugih pesmi ob spremljavi kitar. Ko se je dodobra stemnilo, je napočil čas za popularni Rim šim šim ali Mačka binga in tako zlet kljub napovedanemu polnočnemu molku do zadnjega dne sploh ni nikoli obmolknil. Vsak drugi dan je na zletu izhajal zletni časopis Rumeni daljnogled. V njem je bila kopica informacij in odmevov o pomembnih dogodkih na zletu, predvsem pa je bilo zaznati utrip zletnega dogajanja. Izbor mis in mistra zleta, čestitke za rojstni dan, oglasi in šale. Pri oblikovanju prispevkov so sodelovali tudi udeleženci. Nekaj člankov je bilo tudi v tujem jeziku. Skupaj smo preživeli 10 dni, lepih, vsebinsko bogatih, napornih, a nepozabnih. Vsako jutro smo pričenjali nov dan, s prijetnimi pričakovanji, dan, za katerega nismo vedeli, kaj vse nam bo prinesel, obkroženi s prijatelji, pa tudi z ljudmi, ki jih nismo poznali. V teh trenutkih, ko smo se pred odhodom na raznovrstne dejavnosti še enkrat umirili in poglobili vase, smo si obljubili, da se bomo trudili biti prijazni in odprti za nova doživetja, nova poznanstva. In dnevi so bili lepši za vse nas. Skupaj nam je uspelo. Bolj ko je zunaj toplo, bolj se širi ta pozitivna energija pričakovanja in želje po okusu spoznanja življenja. Vsako leto, na vsakem taborjenju ali kakšni drugi taborniški akciji. Tudi na naslednjem zletu bo tako. In tega se enostavno ne da zamuditi. In še najboljše, taborjenja. Letos bomo v Ribnem taborili v 2 izmenah. Prva izmena bo potekala od 26.6. do 5.7., druga izmena pa od 5. do 14.7. Vzporedno s prvo izmeno Ribna bo potekalo tudi taborjenje ob Kolpi v Mirtovičih. Poleg tega pa bo potekala tudi družinska izmena v Savudriji. To je bilo v današnji oddaji vse, se vidimo spet čez en mesec na VTV-ju. Pipi!